Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni informativni oddaji Novice na ETV. Zakorakali smo v gotovo najbolj kulturni teden tega leta. V enem tednu nas čakajo slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, pa pustna sobota in pustni torek, ki bo danes teden. Vsekakor je pravi čas, da v teh dneh najdemo nekaj časa in se prepustimo kakšnemu koncertu, prireditvi, preberemo poezijo ali knjigo in se zamislimo, kakšen pomen za naše življenje sploh ima kultura. Nocoj si oglejte. Znana Zasavc in Zasavka leta 2023. Obisk delegacije Ministrstva za zunanje zadeve. Novi prostori društva Lila. V petek so v organizaciji Zavoda Savus podelili naslova Zasavka in Zasavc leta, ki so ju izvolili člani Akademije Zasavc leta. V Trboveljskem delavskem domu je v kulturnem programu sodelovala Delavska godba Trbovlje pod taktirko Jožeta Kotarja, tudi nekdanjega Zasavca leta. Pred podelitvijo so se predstavili vsi kandidati in kandidatke. Po krajšem nagovoru lanskega Zasavca leta pa so letos prvič razglasili ločeno Zasavko in Zasavca leta 2023. To sta doktorica Špela Režun, direktorica Zasavskega VDC-ja in dr. Uroš Ocepek, profesor na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje. Povprašali smo ju, kaj ima pomeni prejeti naziv. Zdi se mi pomembno, da pokažemo dobre zgodbe, da pokažemo raznolikost, pestrost, ki imamo v Zasavju, na vsezadnje. Na vsem področju dejansko smo inovatorji, revolucionarji, spreminjamo in se mi zdi, da bi morali imeti več takih tovrstnih prireditev, da smo res ponosni in na svoje korenine in na naše sokrajane, sorojake. V prihodnosti umetna inteligenca bo zamenjala izbor Zasavca, Zasavke ali bodo to še vedno prepuščeno nam, navadnim smrtnikom? Zagotovo bo prepuščeno navadnim smrtnikom, res pa je, da dokler imamo mi v rokah rdeč gumb, robot ne bo nič naredil proti nam. To priznanje dejansko pomeni neko prepoznavnost pomena socialnega delovnega vključevanja odraslih oseb z intelektualno oviro, da si tudi oni zaslužijo življenje po njihovi meri, da jih podpiramo pri njihovih potrebah. In jaz sem pač nosilka te dejavnosti tukaj, tako da sem zelo vesela, da se Zasavje prepoznava to kot pomembno področje. Dejansko so nazaj dobili volilno pravico, tistem, ko je bila odvzeta, kar je zelo pomembno. Marsikdo reče, kaj bojo pa volili, kako bojo pa vedeli. Sam pri volitvah tako logika nič ne dela. Sedaj nas čaka še kar nekaj dogodkov ob 40-letnici, predvsem pa to, da naprej opozarjamo na potrebne sistemske premike, hkrati pa tudi znotraj Zasavja delamo še več partnerstv, sodelovanja. Eden zelo pomembnih inovativnih v letošnjem letu je s podjetjem Čipolo, ki je bil tudi direktor danes nominiran, in sicer Perfectly Imperfect, se pravi, vsi smo nepopolni v svoji popolnosti ali pa popolni v svoji nepopolnosti in to je ključno. In če eden drugega sprejemamo takšnega, ko smo, se povezujemo, sodelujemo, lahko vsi tudi zmagujemo. Organizatorji so si edini, da je zgodb, ki krasijo Zasavje, veliko in da nam prihodnjih Zasavk in Zasavcev letos ne bo zmanjkalo. Konec prejšnjega tedna je Zasavje obiskala delegacija Ministrstva za zunanje zadeve, katere člani so pristojni za gospodarsko diplomacijo. Obiskali so vse večje izvoznike, ob koncu obiska pa so se ustavili še v podjetju ETI Izlake. Za gospodarstvenike, ki so se udeležili krajšega plenarnega srečanja, so predstavili možnosti, ki jih na Ministrstvu za zunanje zadeve omogočajo izvoznim družbam, tistim večjim in bolj uveljavljenim, pa tudi tistim, ki se šele uveljavljajo na tujih trgih. Vse prisotne je s krajšo predstavitvijo nagovoril generalni direktor družbe ETI Elektroelement, na kar so se predstavili udeleženci z ministrstva, gospodarske zbornice, z vprašanji pa so sodelovali domači gospodarstveniki. Ob koncu obiska smo spregovorili z magistrom Markom Štucinom, državnim sekretarjem na ministrstvu, pristojnim za gospodarsko diplomacijo. Gospodarska diplomacija, predvsem storitev naše države,
ki pomaga slovenskim podjetjem, da prek naših diplomatsko-konzularnih predstavništev lahko stopajo na tuje trge. Se pravi, naše ambasade po svetu poskušajo odpirati vrata slovenskim podjetjem in zaradi tega je tudi pomembno, da smo danes, tako kot smo prišli v Zasavje, tako gremo tudi v ostale slovenske regije in kjer se srečamo s podjetji, tudi razložimo, katere so tiste možnosti, katere so mogoče omejitve, kaj ponujamo, kljub vsemu ta mreža ni zelo velika, pač ima svoje omejitve, ampak ima dolgotrajne izkušnje pri tem, kar nekaj vrat smo že na ta način odprli in seveda mi ponujamo to storitev tako zasavskim podjetjem, kot tudi vsem ostalim podjetjem v Sloveniji. Danes ste obiskali večja zasavska izvozna podjetja. Kakšen je njihov interes oziroma koliko so do sedaj že koristili vaše storitve? Ja, zasavska podjetja so, če jih primerjamo pač v slovenskem okviru, izjemno močna, izjemno prodorna na tujih trgih in se zelo rada obrača tudi na slovenske ambasade pri tem, ko iščejo pomoč pri iskanju potencialnih partnerjev oziroma pri drugih storitvah, ki jih gospodarska diplomacija tudi ponuja. Tako da z podjetji iz Zasavja imamo zelo dobre izkušnje, zelo pozitivne izkušnje, kar nekaj lepih zgodb smo že skupaj v tujini tudi naredili in absolutno pozivamo oziroma ponujamo tudi vsem ostalim, ki se na slovenske ambasade še niso obračali, da to storijo. Zaradi tega, ker, tako bom rekel, Slovenija ni velika država, treba izkoristiti vse potencijale, ki jih imamo in ambasade v tujini so zagotovo tam zato, da odpirajo vrata in samo skupaj smo lahko pač močnejši. V petek je lokalni odbor SDS Moravče organiziral pogovorni večer Osamosvojitev Slovenije in čas po tem. Gost večera je bil Janez Janša. Med drugimi gosti pa so bili tudi župan občine dr. Milan Balažic, evropska poslanka Romana Tomc ter 2 člana poslanske skupine SDS. Po zapeti himni Slovenije in napovedi Janeza Janše se je ta na odru pridružil moderatorki. Vprašanja, na katera je odgovarjal, so bila o njegovem delu in času med osamosvojitvijo Slovenije, pa tudi nekaj o doktorju Jožetu Pučniku, pomembnosti Slovenije in časa za osamosvojitev. Ja, jaz mislim, da je predvsem pomemben za Slovenijo. V Sloveniji predvsem mladi, pa tudi nekateri starejši še veliko premalo vedo, kaj se je dogajalo ob naši osamosvojitvi. Tudi v šolskem sistemu, recimo, jaz zelo pogrešam, da bi otroke naučili veliko več stvari o pomenu tega, da imamo svojo državo, svojo domovino in zato so takšni večeri, kot je bil današnji, zelo primerni, zelo zaželeni in upam, da jih bo čim več. Imamo to srečo, da lahko o teh dogodkih slišimo iz res prve roke, od človeka, ki je bil tukaj ves čas zraven, ki je sodeloval pri osamosvojitvi in ki nam lahko pove vse detajle. Ampak ni bil pa današnji večer samo o dogodkih, ki so se dogajali več kot 30 let nazaj, ampak tudi o dogodkih, ki se dogajajo danes, o aktualnih stvarih. Mogoče so ljudje izvedeli, ko so poslušali predsednika Janeza Janšo, so dobili odgovore na kakšna vprašanja, ki vedno znova ostajajo odprta. Zakaj se nam to dogaja? Kako to, da nismo mogli morda nekoč v preteklosti preseči s kakšnimi stvarmi napačne poti, po kateri smo hodili? Kako to, da smo danes tukaj, ko smo? In odgovori na ta vprašanja so bili danes tukaj dani, predvsem pa veliko priložnosti za razmislek o tem. No, če lahko na tej točki, ko smo že pri evropskih volitvah, kakšen namig dobimo mogoče? Bo nov mandat, se boste potegovali? Najprej bi o evropskih volitvah rekla to, da je zelo pomembna seveda volilna udeležba, ki je tradicionalno nizka na evropskih volitvah, ker ljudje pač mislijo, da je Bruselj daleč, da je pravzaprav vseeno, kdo je tam, ampak naj jih spomnim, da iz Bruslja prihaja veliko stvari, ki se potem tukaj udejanijo v stvarih, ki jih ljudje nočejo.
Ne nazadnje bi lahko rekla, da tudi Bruselj je kriv za to, kar se danes dogaja v kmetijstvu. Poglejte, kmečki punti po celi Evropi za draginjo energentov, za višje cene, inflacijo. To so tudi vzroki, ki segajo preko naših meja. Zato je pomembno, kdo vodi politiko tudi v Bruslju. Z veseljem pa ugotavljam, da se Evropa obrača in to zelo jasno se obrača na desno, kar daje en signal in eno upanje. Jaz velikokrat omenjam, da moramo sprejemati ukrepe in politiko za zdravo pametjo. Ja, sama sem seveda izrazila to pripravljenost, da nadaljujem delo v Bruslju. In kot vem, je stranka s to mojo odločitvijo zadovoljna, vendar čisto uradno še nismo naredili dokončnega oblikovanja celotne liste, to se pravi 9 kandidatov, ki bodo kandidirali za Slovensko demokratsko stranko. To bomo naredili naslednji teden. Tako da sva malce prenagljena Malce sva prehitela, ja. Prehitela z vprašanji, ampak lahko pa rečem brez nekakšnega izvijanja iz tega vprašanja, da skoraj gotovo me bo stranka potrdila kot kandidatko na listi. Vaše mnenje o osamosvojitvi Slovenije in časa po tem, mogoče na hitro stavek 2. Največji dogodek v zgodovini Slovencev. Sam sem bil takrat poslanec te prve demokratične skupščine in pripomogel k temu, da je Slovenija postala samostojna. Danes se mi zdi, da je še toliko bolj pomembno, da cenimo to vrednoto, kajti biti gospodar na svojem je vendarle tisti pogoj, da potem lahko začnemo odločati o naši prihodnosti. In zato je šlo takrat, ko smo se osamosvajali. Gospod Janez Janša je pa junak te osamosvojitve. Ja, zelo preprosto bom povedal, da je pravzaprav bila vlada gospoda Janeza Janše, ki je poskrbela za to, da so se nabavila sredstva za gradnjo prizidka šole in dvorane, to moram povedati, da je bila to ta vlada. Enako je imela ta vlada tudi veliko zaslug za to, da smo pravzaprav naredili iz zasebnega, kot je bil najprej načrtovan, javen državni dom starejših občanov in da ga zdaj lahko gradimo. Tako da moja hvaležnost tej vladi, ki je kar nekaj naredila za Moravško dolino. O stavki Litijske upravne enote smo vas obvestili v prejšnjih novicah z izjavo njihovega načelnika Aleša Ahčina. Ta je na svojem položaju manj kot leto dni, zato je nekaterim še nepoznan. Poglejmo, kako se nam je predstavil in kakšni so njegovi cilji, želje za delovanje. Tako je, sicer glih novo sveži nisem, sem s 1.3.2023 sem tukaj nastopil delovno mesto načelnika. Predhodna moja pot pa je bila v bistvu kar zaznamovana s sodiščem. Bil sem prej zaposlen na Okrožnem sodišču v Ljubljani kot strokovni sodelavec na civilnem oddelku Okrožnega sodišča. Gotovo, da se želimo prioritetno zadovoljstvo strank, obenem pa temu cilju enak cilj tudi zadovoljstvo vseh uslužbencev. Da postanemo res prijazni uporabnikom, našim strankam, da se doseže tisto, kar stremimo vedno kot zakonito in strokovno odločanje pri izdaji raznoraznih odločb, dovoljenj in vse, kar pokriva pač upravna enota. Avgustovske poplave so uničile veliko domov, podjetij in nenazadnje kulturnih ustanov. Zaradi ujme so brez svojih prostorov ostali tudi v likovnem društvu Lila. In kar je še huje, voda je uničila tudi ogromno umetniških del. Zdaj je za društvo le posijalo sonce, saj so dobili nove, večje, še boljše prostore. Ja, te prostori, ki jih imamo v KGZ Litija, so na Valvazorjevi 3. Pri pridobitvi teh prostorov nam je izdatno pomagala občina JSKD Litija in, kot sem že rekla, KGZ Litija, za kar smo jim res zelo hvaležni, kajti ti prostori so svetli, suhi,
pravzaprav tako dobrih prostorov še društvo Lila nikoli ni imelo. Prej smo bili v kulturnem centru Litija, res smo imeli 3 prostore oziroma 4 plus skladišče, ampak tisti prostori so bili vlažni, smo jih adaptirali, ravno smo jih vse prenovili, ko je prišla tista avgustovska poplava in nam seveda zalila celoten atelje do višine 1,70 m in nam poplavila skoraj 400 slik. Rešili smo akrile, ki se jih je dalo pač oprati, risbe, grafike, akvareli, to je bilo vse uničeno. Dokler nismo dobili novih prostorov, so nam pomagali tudi ribiči, ker smo v njihovih prostorih te slike potem shranili in sušili. Zdaj pa te prostori omogočajo res dejavnost, tako kot smo si jo zamislili. Imamo likovno učilnico, v zadnjih prostorih imamo prostor za oblikovanje gline, za grafiko, ki so majčkeno bolj umazane tehnike. Imamo tudi prostor, da skladiščimo slike in material, tako da smo seveda zelo zadovoljni. In upamo, da bomo tudi na natečajih in pri raznih akcijah uspešni. Mi računamo, da bomo našo dejavnost v poletnem, pomladnem in jesenskem času preselili tudi izven ateljeja na ploščad, kjer bo naša dejavnost na ogled občanom. Povabili jih bomo tudi k sodelovanju, predstavili bomo naše izdelke. Razmišljamo tudi o nekem knjižnem in likovnem klubu, vendar to je še vse v postopku idej nastajanja, ker je potrebno pravno preučiti te zadeve, kako bi se to dalo, ker spodnji prostori pač omogočajo tudi družabno plat našega ustvarjanja, kjer bi se družili literati, ki jih imamo tudi v svoji sekciji, in pa seveda vsi člani v prostem času, ko ne bi bilo tečajev, da bi se ravno tako lahko družili, ustvarjali, pogovarjali, načrtovali. Kot smo že na začetku povedali, je ta teden res kulturno obarvan, seveda s prireditvami ob kulturnem prazniku. V Zagorju bo potekala v čast prazniku kulture in 60-letnici slikarske kolonije iz Lake Zagorje v sredo ob 19. uri v gledališki dvorani kulturnega centra Delavski dom. V Trbovljah bo ob 18. uri v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. Podeljena bo nagrada Tončke Čeč za leto 2024. Proslavi pa bo sledilo odprtje razstave letošnje kulturne nagrajenke doktorice Maše Jazbec z naslovom Mikl, Made in Trbovlje v novi galeriji Delavskega doma Trbovlje. Ravno takrat ob 18. uri pa bo potekala tudi proslava v Hrastniškem Delavskem domu in Litijskem kulturnem centru. V Šmartnem pa bo slavnostna akademija že dan prej, in sicer v torek ob 19. v tamkajšnjem kulturnem domu. Na moravško prireditev pa vas bo povabil kar župan sam. Tradicionalno imamo 8. februarja vedno čudovito proslavo ob tem dnevu kulture in letos bo spet veliko pesmi, plesa, recitiranja v spomin na našega velikega pesnika, tako da bi pravzaprav želel vse občanke in občane občine Moravče povabiti, naj se udeležijo te proslave. Lepo nam bo, prijetno se bomo imeli in zdi se mi, da je kultura tisto, kar nas dela bolj človeške, bolj ljudi, da potem lažje prenašamo vsakdanje napore. Tako da res vsi vljudno vabljeni, pridite v kulturni dom in se skupaj z nami poveselite. To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.